Zdravo, moje ime je Neža in v letošnji vrtnarski sezoni si želim, da bi več pridelka lahko pojedla jaz, ne vrtni škodljivci. Zato se odpravljam v vrtni center Eurogarden po nasvete, kako se znebiti neželenih obiskovalcev. Pa pojdimo! Zdravo, živjo. Dobar dan, živjo. A mi lahko pomagate? Ja. Na vrtu imam in luknje in krtine, tako da me zanima, mi lahko poveste, od katerega škodljivca bi to lahko bilo? Torej, če so kupčki zemlje, zagotovo gre za krta, a ne? Če gre pa za, bi rekel, luknje, srednje velike luknje, a ne? Pa da vidite, da se vam rastline sušijo, recimo zelenjava ali pa kakšno sadno drevje, pa to zagotovo gre za voluharja. Voluharje lahko polovite v razne takele vabe za voluharje, take pasti, a ne, to so pasti, v katere pač nastavimo mogoče kakšno krhelj jabolka, kar voluharja privleče in ga potem seveda ujame. Krti načeloma v vrtu so celo koristni in jih zato v bistvu niti ne zatiramo, ampak jih enostavno mogoče samo odganjamo, a ne. Seveda v tratni površini krti naredijo pač ogromno, bi rekel, škodo, a ne. Tako da v bistvu jih lahko tudi s kakšnimi zvočnimi preganjalci, a ne, nekako odpravimo iz vrta. Kar se pa voluharjev tiče, no, tu je pa treba pač bolj resno poseči, najbolj pa predlagam sajenje, bi rekel, sadnega drevja ali pa rastlin v mreže in pa seveda tudi same gredice v gredice lahko vkopljete mreže, pocinkane mreže, a ne, in to bo potem pač nekako ustavilo voluharja, da nam ne bo hodil v gredice. Kaj pa, če se pojavijo miši v kleti, kako lahko pa to rešimo? Torej, proti mišim v kleteh, v hišah, če so kleti suhe, a ne, uporabljamo take ležitne vabe. Če so pa kleti bolj vlažne, pa uporabljamo parafinske bloke. Vabe seveda ustavimo v posebne hiše, a ne v škatle, a ne, da zaščitimo otroke oziroma živali in da pač vedno ravnamo v skladu z navodili za uporabo. Za miši lahko nastavljamo tudi razne, bi rekel, mišelovke, a ne, tole je recimo za podgane, tole je pa za miši, a ne. Še najbolj efektivni v domačih prostorih pa so seveda mački, a ne, ker to že ime pove, da ko mačke ni miši plešejo. No, zelo pogoste v hišah, še posebej v tem spomladanskem času, pa so tudi mravlje, tako da predlagam, da vam pokažem še, kako zatiramo mravlje v hišah in pa seveda tudi na vrtu. No, v spomladanskem obdobju se pojavijo na vrtu mravlje. Seveda najlažje je, da poiščemo mravlišča. Mravlišča enostavno skopljemo in jih odnesemo v gozd ali pa kam drugam, ne. Obnese se tudi to, da uporabljamo razne posipe proti mravljam. Zelo rade se mravlje tudi ugnezdejo v kakšne lonce, a ne, kjer imamo kakšne lončnice ali pa posodovke, a ne. In tam, kjer mravlje naredijo pač okoli rastlin mravlišča, a ne, potem je veliko zračnega prostora in se nam lahko, bi rekel, rastline tudi posušijo. Mravlje zelo rade zaidejo tudi v hišo. Domača metoda, ki je zelo uporabna, je recimo cimet ali pa meta, to odganja mravlje, ker jim to lahko tudi po gredicah raztrosimo, ne, se pravi cimet v prahu. Drugače pa, kot sem omenil, uporabljamo razne posipe in pa seveda odstranjujemo mravlišča. Lahko tudi zatesnimo kakšne razpoke ali pa špranje v hiši, kjer mravlje seveda najdejo vsako luknjo in prilezajo v bivalne prostore. Kako pa je glede na to, da smo ravno na vrtu z polži, kako se lahko njih znebimo? Torej, polžev se najlažje znebimo z raznimi vabami, a ne. Uporabljamo recimo vabe proti polžem, a ne. Tole je vaba na osnovi železa, a ne. To vabo, se pravi, v skladu z navodili lahko raztresemo kar po gredici, a ne, in sama sestava je taka, da v bistvu rastlinam tudi koristi, ker je na osnovi železa pa fosforja, ki dejansko sta tudi rastlinska hranila. Polže seveda lahko tudi lovimo na razne vabe, recimo dajemo v kakšne lončke pivo, celo na bananine olupke se radi, bi rekel, prilezajo in jih pač enostavno pobiramo, ne. Če pa v bistvu gredice pokrijemo s kakšnimi mrežami, pa bomo na ta način ne samo ustavili polže, ampak tudi vse ostale druge škodljivce, kot so ptiči, mačke in pa vse tisto, kar leze, prileti in nam seveda uničuje pridelek. No, ko smo že ravno na vrtu, a ne, in govorimo o škodljivcih,
Naj omenim, da v tem času je treba tako na sadnem drevju kot na vrtnicah zelo paziti na pojav prvih listnih uši. Listne uši nam bremzajo novo mlado rast, hkrati prenašajo tudi rastlinske viruse. Živijo v simbiozi z mravljami, mravlje pač sesajo, ližajo tiste izločke listnih uši, in tako v bistvu preprečujejo mravlje drugim, predatorjem, da nam pojejo listne uši, zato je treba listne uši obvezno poškropiti s kakšnimi naravnimi insekticidi, recimo na osnovi piretrinov ali pa kakšnih drugih učinkovin. Če želimo ostati bolj ekološki, lahko tudi sami doma pripravimo, recimo kaj iz kopriv ali pa recimo čili tudi zelo pomaga. Tako da listne uši je treba absolutno na drevju in na vrtnicah in pa drugih okrasnih rastlinah redno, zatirati, da je listna površina zdrava in da v bistvu imamo nekako bujnejšo rast in da nam seveda ne uniči same še posebej mlade rastline. Na rastlinah lahko opazimo tudi recimo na kakšnih citrusih v tem času kakšne kaparje, ki se zelo radi pod listno površino na spodnji strani lista, kot neke školjkice jih opazimo. Tudi recimo kakšna pušpanova vešča v tem času, kjer so pušpani še ostali, naredi ogromno škode, tako da treba pušpane pregledovati praktično zdajle kar vsak dan in pa nemudoma ukrepati takoj, ko vidimo pajčevinaste zapredke kot neke pajčune. To so v bistvu gosenice, pušpanova vešča. Kaj pa takole zunaj tudi ptiči verjetno kar nekaj škode povzročijo, kako je s tem? Tako je, ptiči povzročijo kar nekaj škode na borovnicah in na sadnem drevju, tako da predlagam, da kar pogledava, kako zaščitimo pridelek pred ptiči. Super. Še nekaj besed o zaščiti pridelka jagodičja pred ptiči. Tule sva zdajle pred grmom lepo cvetočih ameriških borovnic. Ves pridelek jagodičja, tako ameriške borovnice, ribeze, tudi češnje, zaščitimo z mrežami proti ptičem. Še bolje pa grme lahko zaščitimo tudi z mrežo proti toči. Na ta način se bomo znebili tako, težav pred, zobanjem pridelka ptičev, kot tudi se pravi zaščite pred samo točo, ki je tudi reden pojav. Enostavno na loke napnemo mrežo, jo fiksiramo in na ta način potem v protipoletnem času poskrbimo za ohranjanje, pridelka in seveda pridelek bomo pojedli mi, hkrati pa bomo varni tudi pred točo. Hvala lepa za vse nasvete, upam, da bo letos več pridelka ostalo zame, ne za škodljivce. Tako, želim vam prijetno vrtnarjenje in seveda veliko uspehov in dobrega pridelka. Hvala.